Najprej bi vas vse pozdravil v imenu Mestne knjižnice Ljubljana. Nocoj imamo čast gostiti res ugledne goste, vrhunske slovenske športnike in svetovno znane, bi se reklo tudi v svetovnem merilu, vrhunske športnike, za katerimi je cela vrsta zgodovinskih uspehov. Preden bo novinarka RTV Slovenija, radija, Anja Klačar-Ferjančič, začela pogovor z njimi, bi mogoče se spomnili, seveda vsakmu od njih bi lahko govorili ure o njihovih življenjskih dosežkih, športnih dosežkih, mogoče čisto na kratko preletimo največje uspehe vsakega izmed njih, da se spomnimo res teh vrhunskih dosežkov, ki krasijo našo zgodovino. Miroslav Cerar, slovenski telovadec, olimpionik. Cerar je po Leonu Štruklju najuspešnejši slovenski telovadec in eden najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov. Se je osvojil 3 medalje na olimpijskih igrah, od tega 2 naslova olimpijskega prvaka, 7 medalj na svetovnih prvenstvih, od tega 5 naslovov svetovnega prvaka in 15 medalj na evropskih prvenstvih, od tega 9 naslovov evropskega prvaka. Leta 1999 je bil sprejet v mednarodni gimnastični hram slavnih. Leta 2011 je bil na prireditvi slovenskih športnih leta kot prvi skupaj z Leonom Štrukljem sprejet v novo ustanovljeni hram slavnih slovenskih športnikov. Prosim en aplavz za vas. Ivo Danijel, slovenski košarkar, trener, je legenda slovenske košarke tako v Sloveniji kot tudi v svetu. Za reprezentanco Jugoslavije je zbral takrat rekordnih 209 nastopov in z njo krojil tudi svetovni vrh v družbi takih, kot so bili Radivoj Korač, Krešimir Ćosić, Peter Skansi, Vinko Jelovac in seveda številni drugi. Igralske vrhunce kariere je doživel kot MVP svetovnega prvenstva v Urugvaju že leta 1967, z osvojitvijo srebrne medalje na olimpijskih igrah v Mehiki leta 1968 in seveda z osvojitvijo zlate medalje na svetovnem prvenstvu leta 1970 v Ljubljani, ko se je odvijala tista legendarna bitka z ZDA, ko je jugoslovanska reprezentanca zmagala v finalu. Leta 2007 je bil sprejet v mednarodni košarkarski hram slavnih. Na evropskih prvenstvih je osvojil tudi 4 medalje, 3 srebrne, 1 bronasto. Na olimpijskih igrah v Meksiku, smo že rekli, z Jugoslavijo je posegal po srebrni medalji, potem pa seveda do njegovega zaključka kariere v Ljubljani. Lahko pomagam. Počil, da je bilo neuradno svetovno prvenstvo, ker nismo dobili viz za Formozo, potem je bil pa Urugvaj, drugo pa Rio de Janeiro, drugo in tako dalje. Imam še v glavi. Pa še naša spoštovana gostja Mateja Svet. Prvi vidnejši uspeh je Mateja doživela že leta 1984, ko je postala mladinska svetovna prvakinja v veleslalomu in isto leto pa je nastopila tudi na olimpijskih igrah v Sarajevu. V sezoni 85-86 je v veleslalomu v slovaških visokih Tatrah dosegla prvo slovensko žensko zmago v svetovnem pokalu. Tisto leto je dobila tudi zadnjo tekmo sezone v kanadskem Bromontu. Leta 1987 je na svetovnem prvenstvu v švicarski Crans-Montani osvojila kar 3 medalje. Poleg srebrne v veleslalomu je prismučala še do brona v superveleslalomu in slalomu. Leto kasneje se je na olimpijskih igrah v kanadskem Calgaryju za las izmuznila medaljo v veleslalomu, je pa uspelo priti do srebrne slalomske medalje. V sezoni 87-88 je osvojila mali kristalni globus v veleslalomski razvrstitvi, na svetovno prvenstvo v Walesu leta 1989 pa je postala svetovna prvakinja v slalomu. Mateja Svet je osvojila 7 zmag v svetovnem pokalu in 22 uvrstitev na zmagovalni oder in je ena naša najuspešnejših seveda smučark oziroma. Ja, za moj okus.
zaključila kariero pri Ampak rosnih to sama ve, pa bo lahko povedala kaj o tem. Tako da z veseljem bomo prisluhnili vašim mislim o športu, o pomenu športa, o razlikah in o teh vrednotah, ki krasijo šport vaše dobe, poštenost, zdrav način življenja, zdrav odnos in profesionalizem, ki je danes v mnogi meri tudi po drugi strani dela tudi določene napake do športnikov in do tega pač okolja, v katerem odraščajo mladi športniki. Tako da kar prepuščam besedo. Hvala lepa, Mare Lakovič. Mislim, da se tudi on zasluži en gromozanski aplavz. Vedno pravim, da je najtežje začeti, tako da hvala, Mare, za to opravljeno delo. Samo preverjam, spoštovane obiskovalke, obiskovalci, če se dobro slišimo ali želite, da posežemo po mikrofonih, mislim, da ne. Glede na to, da že prej, ko smo klepetali, je bilo kar nekaj odziva občinstva, tako da mislim, da se bomo povsem dobro razumeli in slišali tudi brez mikrofonov. Vas, spoštovani gostje, pa prosim, da govorite razločno in na glas, vse tako glasno kot ti vsi. Zdi se mi imenitno, da se srečujemo v knjižnici, čeprav sem vas vedno vesela tudi na radiju ali ob kakšnih tekmovanjih. In bi začela kar s tem izzivom, kaj berete trenutno ali pa katera knjiga vas je morda v zadnjem obdobju najbolj navdušila. Ivo me zdaj že malo grdo gleda, ampak bo naš odgovor. Mateja, začela bi pa z vami. Morda ni nujno, da je najbolj zdaj trenutno popularna knjiga, ki vam je dala veliko, ki vas je navdušila, ki vas spremlja. Ki me spremlja. Trenutno berem kriminalko, s tem se ne prav hvalim, ampak uživam v dobrih kriminalkah. Knjiga, ki mi je veliko dala, tele kakšne alpinistične knjige, recimo zelo mi je, tako me spremlja, recimo ta knjiga s svojim sporočilom je Dotik praznine. Taka, ne vem, z močnim sporočilom meni, s tako alpinistično zgodbo, močno znano sicer, tudi dokumentarcev posneli potem. Rada prebiram Miyamoto Musashiju, tako da ta življenjepis, od njega recimo imam tako vedno na omarici zraven, on me skozi spremlja tudi po noč, zraven. Tako da, čeprav se ve bolj malo od njega, ni toliko veliko informacij, no, to je pač taka legenda japonska, tem pač vrčevalcu znanem, ampak recimo on je ves čas z mano, leta in leta, tako. Recimo to. Imenitno. So pa še kakšne knjige, jaz vem, da jih je ogromno dobrih. Ja. Super. Dotik praznine poznate? Ja, nekateri ne, si bodo sposodili. Ivo, vaša knjiga, ki vas spremlja? Jaz sem pa več čital kot mladenič od Jules Verna, kar se je potem uresničilo, potem nesrečen Alamut, kasneje od našega Slovenca, ne. Zdaj pa moram reči, da ker je toliko športnih dogodkov, da zadnje 3 tedne berem pa samo časopise, ampak med drugim podlistek od Petra Božiča in to knjigo si bom navabil v knjižnici, ker bo samo prvi del izhajal. In tam on opisuje moje prijatelje Bogdana Millerja Panto, potem Marjana Rožanca, ki je bil tudi moj velik prijatelj in navdušen navijač, ne. Obljubim pa žena moja je bolj za knjige in je stalna izposojevalka, samo jo čas prežene, tako da mora eno knjigo dvakrat vzeti, zato ker je preveč pridna, pa ima druge stvari za delati, ne. Tako da se ne bi mogel pohvaliti, trenutno mi je ta Peter Božič, ne, ker sem ga poznal in ker opisuje moje prijatelje tudi. Veseli smo, da je soproga Katja tudi danes tu z nami in mi je že prej namignila, da vsak dan gre po 3 časopise in da res ogromno berete, tako da potrjeno, preverjeno pri različnih verih. Ja. Miroslav Cerar? Sva si podobna, ne. Petra, tudi jaz bom prebral oziroma knjigo si nabavil, glede na to, da pač osebe iz te knjige poznam večino, ne. Tako si omenil in poleg tega pa tudi časopise redno prebiram.
pri čemer moram reči, da bi se težko odločil za kakšno posebno knjigo zdaj v tem trenutku. Veliko bi rekel teh tudi zgodovinskih knjig, da tako rečem, sem prebral in me zelo privleče, mislim, pritegnejo. Bi pa mogoče ob tej priložnosti to povedal, ker sem slučajno vpet kot prostovoljec v Olimpijskem komiteju, da smo v okviru Olimpijske akademije, to ni tako, bi rekel, izjemno, ne vem kako, intelektualna agencija, da tako rečem, ampak ena prijazna organizacija v sklopu Mednarodnega olimpijskega komiteja in v tem skrbimo potem tudi za te vrednote na športnem področju. Med drugim imamo tudi zelo že več let akcijo Čim več beremo in športnikom pravzaprav ponujamo to temo, da v svojem prostem času si vzamejo v roko knjigo in mislim, da je ta ideja, ta akcija zelo zaživela in smo imeli veliko stikov z mladimi in moram reči, da kar lepo teče ta akcija. Mislim, da je to zelo koristna zadeva. Sicer pa tako, kot Ivo prav, res te številni športni dogodki so se tako zvrstili zdajle, da pravzaprav, da bi se kakšni knjigi posebej po svetu nisem imel časa. Sem pa seveda sledil na drug način, časopisov in pa tudi televiziji, no. Toliko. Pa po radiju. In radio, Hvala. A lahko jaz Ja, nekaj seveda. dodam, ker vidim, da je kar precej žensk tukaj, saj večji del. Da sigurno pa poznajo ženske, ki plešejo z volkovi. To je ženska Biblija, to je tudi, to je knjiga, ki jo moram, takrat, ko sem jo prvič prebrala, sem jo mogla kupiti in se rekla, to mora biti doma. In tako da preberam te zgodbe, take pravljice so to, ampak je treba brati, no. Ja, Ampak so kimale. Ja, vidim odziv občinstva, prikimavanje, pa kar iskrice v očeh, pa Miroslav Cerar pravi, še Jančarja je treba prebrati kakšno knjigo, zagotovo. Začela sem s to iztočnico o branju, zato ker so knjige izjemne učiteljice, o tem se najbrž strinjamo, ampak tudi šport je izjemen učitelj. Ivo, ste se vi več naučili v svojem košarkarskem obdobju od soigralcev ali od trenerjev? Jaz bi rekel, ne da bi se pohvalil, sem bil samouk. Ker takrat po drugi svetovni vojni ni bilo praktično ničesar. Ni bilo televizije, ni bilo teh pametnih telefonov, kompjuterjev in vsega tega. Še v kino smo hodili samo pravljice gledati. Od začetka ruske do Informbiroja, kdo ve, kaj je to, potem, ko se je Tito skregal s Stalinom. Smo pa ameriške, recimo Ples na vodi, sem gledal v 10 presledkih, ker nismo imeli denarja in ta prvi je kazal, da ima naslednji zadnji karte, smo bili 3-4 fantje, ne, in ta zadnjega so pa za ušesa vlekli, mi smo že sedeli, pa so nas z baterijami iskali pa vlekli ven, ne, ampak smo pa gledali Ples na vodi v presledkih, ne, so nas metali ven, pa smo pri drugih vratih drug dan zopet prišli not, ne. Tako da takrat ni bilo kaj delati in jaz sem cele dneve preživljal na igrišču. Žoga je bila zastojn, igrišče je bilo zastojn. Mama mi je naredila, oče mi je umrl leta 1949, smo ostali 4 otroci, ne. In čez zimo mi je naredila iz cujn žogo, pa imeli smo v dnevni sobi peč na premog in drva, ne. In sem metal tisto žogo v lonec, ne, ampak se jo mora vedno potem ven vzeti pa iti nazaj, ne. To je bila moja, recimo, začetek košarke, ne. Pa tisti nesrečen met čez glavo, so si mislili, da sem videl ameriške tele revije, knjige, ne. Ampak to sem si ga sam zmislil, ker ni bilo orožja proti temu metu. Posebno še, če recimo, če imaš tle koš, pa greš paralelno s košem, te ne more drug prevzeti, ne. Tako da lahko rečem, da sem bil dosti samouk, če bi imel zdajšnje možnosti pa trenerje, verjetno pa bi se še česa drugega naučil. Mateja, kako ste vi spoznavali svet prek športa? Kaj ste se naučili o svetu prek športa in tekmovanj?
Mislim, da je v tem geografskem, recimo. Ja, se to razmišljam, tako mislim, ljudje se smučari zelo veliko potujejo, a ne, in grozno veliko so na poti. Ampak zdaj, da se zelo veliko vidi, ne, jaz sem ponavadi rekla, vidite kaj, smučišče, vlečenco, progo, tam, kjer spiš, ne, tisti penzion, ne. In to je to, ne. Zdaj, da spoznavaš kulturo drugih, vsaj v tistem času, jaz zdaj ne vem, a imajo kaj več svobode ali ne, pa dvomam, ne, ki je še bolj profesionalizirano vse skupaj. Ne moreš spoznati, ne. Lahko rečeš, ja, bil sem tam, pa na uni celini, pa ne vem kaj, ampak tudi zdaj me velikokrat vprašajo, si ti bila že v Argentini? Ja, bila. Pa ne vem sploh, kje sem bila, nič ne vem, ne. Recimo tako, še imen ne vem, ne. Nič videla od Argentine, tako bi rekla, ne. In da se kaj tako, da se naučiš o svetu kot o kulturi drugih ljudi, a ne, drugih narodov, ne bi mogla reči, no. Tako, da je kaj zelo veliko. Spoznaš jedi, ne, veš, kaj ti je všeč, da kaj imajo Leberkäse v Avstriji, so skozi nekaj dejali v tistih penzionih, ki ga nisem marala, še zdaj ne vem, kaj je, nekaj od mesa. Tako, no, če bi šmorec, sem bila vesela, recimo, ne, pa Germ Knedel v Avstriji. To malo skupno, šmorec. Ja, to je bil luksus, ne, zdaj ostalo pa tako, no. Ja. To se mi zdi zelo dragocen pogled, ne, v življenje vrhunskega športnika, ker pogosto mislimo prav to, ja, da se svet odpira, da vidiš vse, v resnici pa vidiš ali smučišče, ali dvorano, hotel. Ja, ni, ker pol hitro greš, ne, se odpotuješ naprej in zato niti ni časa in potovanje samo nima tega namena, ne. Namen je, ne vem, trening ali pa namen je tekma, ne, s tem ciljem. In pa se mogoče edin, kjer se kaj naučiš te stike med sabo, ne, iz drugih reprezentanc, ne, da se pol družiš in tako, ostalo pa niti ne. No. Vem, recimo, če bi me tako vprašali, najbolj sem bila pri 15 letih, ko sem šla prvič v Ameriko. To je bilo wow, ne, pa zelo omejen budžet smo imeli, ne, recimo, zelo omejen, tam so take zgodbice iz tistega časa, z Veroniko Šarec naju poslali, ne, kot 15-letne na začetku sezone, z enim pomočnikom. Sam do mesta, kraja smo potovali, ne vem, 3-4 dni. Pol nismo imeli denarja, pol nama je kupil tako recimo pico, da sva tako eno si delile. Pol so imeli pa te vending machines, kako se reče, te hrana noter, tam sem to prvič videla, ne, avtomati, ne. In vem, da je bila nekaj Rut, ne vem kaj, s temi Rašidi, ena čokoladka, ne, in sem imela tisti skvoter, ne, ali kaj sem, koliko je to stalo. Sem rekla, toliko sem mlačna. Veronika me še zdaj spomne, kako je to bilo, ne, da sem vrgla noter in pol, ki je bilo tako na eni takih, kako bi rekla, spiralah, ja. In je ti šlo takole, a ni dol padal, ampak se je zataknil. In je rekla, da sem skočila v tisto mašino, kot tiger, in jo začela majati, da sem mlačna in da se mi je čisto odtrgal, da sem hotela tisto čokolado, ko več denarja nisem imela. Tako je bilo, no. Hočem pa reči to Ameriko, da me je zelo fasciniralo, takrat pri 15, ker je bilo vse toliko veliko. Ne, McDonald's, pa milkshake take, to se mi zdi tako dobro, ne, tako da sem bila, wow, ne, to, koliko je to veliko, ne, tako, vse sladoled, vse je bilo na veliko, ne. To, no, edin, nič takega za omeniti. Ja, no, ta zgodba, Zgodbic, kar ostala, ja. Ste imeli potem še kakšno boljšo izkušnjo z Ameriko? Ali to ni... Ja, potem kasneje, no, ampak takrat so res tako naju zaradi točk, da so bile tako mlade, da nisem mogla takrat na svetovnem pokalu še tekmovati in so naju takoj na začetku poslali, da so lahko dobile FIS točke, ker so prišle direkt iz pionirskih vrst, člansko ekipo. In smo bili čisto neznajdeni s tistim pomočnikom, z omejenim, res tako malo denarja smo imeli sabo,
recimo let se je prestavil, mi nismo imeli niti za prenočišče, ne, in smo kar na letališču tam spali na tistih futrolah, smučeh, tako po torbah, za naslednji dan. Mislim tako, če bi kdo razmišljal, da je bilo zelo luksuzno, nič ni bilo luksuzno. Potem smo se me priključile, ker ni bilo za rentati avta, nič denarja, smo se priključile kanadski ekipi, da smo sploh uspeli pol iz Kanade priti tudi pol na ameriško, mislim v ZDA, ki so bile še tam tekme, tako da smo z njimi pol potovali. Avto se je pokvaril sred take snežne ujme, snega je bilo do ne vem kje, smo kar tam, en domačin nas je, bila pač ena hiša tam, kar povabil, smo bili kar pri njemu doma. Mislim tako, je rekel, dokler se ne popravil avto, ne, ker boste tukaj, tako, take zgodbe. Nič luksuza, nič, ne vem, Sheraton hotelov, pa ne vem, pa kakšna prehrana, tako je šlo. Pa fizioterapija, pa potem malo savne, pa tega. To je bilo res to surovo, tisti prvi let, ja. Zelo zahtevno. Miroslav Cerar, vi ste se lani vrnili v Tokio, ki je, zdaj po mojem mnenju, upam, da ne bom čisto pihnila mimo, vaše mesto, če greva zdaj izven Slovenije. Zelo vas cenijo na Japonskem. Kako se je bilo vrniti v Tokio po vseh teh letih v drugačni vlogi? No, jaz sem se pravzaprav čisto užival v to zgodbo obeh predhodnikov in moram reči, če mogoče mečkam samo obudim spomin, predno pridem do Tokija. Ko sem vstopil v telovadnico pri 9-10 letih, je bila pravzaprav telovadnica moj drugi dom in nekakšna šola za življenje. Tam sem se pridružil pionirjem, potem sem rastel, ker sem imel določene sposobnosti, pa posebno ljubezen do te panoge, sem oče tudi nekaj talenta, seveda sem zelo hitro napredoval in sem potem tudi bil sposojen od članov kot mladinec, da sem bil tudi v članski vrsti. No, ki je Ivo povedal, kako je bil samouk, tudi pri nas je bilo v tem smislu ta razvoj je šel naprej in sicer pri nas so te, takrat smo rekli, vaditelji, ne trenerji toliko, ta izraz ni bil toliko domačen. To so bili ljudje po drugi svetovni vojni, ki so bili preko naslednika nekdanje Sokolske federacije pred vojno in seveda znanja o takratni telovadbi, ki se je porajala, ki so posebej, bi rekel, sprogramirali dekleta in fantje iz Sovjetske zveze bivše, torej niso bili, da tako rečem, napredni in smo se drug od drugega učili. Mi od trenerjev, oni od nas in moram priznati, da sem bil na tem področju tudi precejšen del samouk in sem sam tudi v šoli med učno uro in kasneje tudi med študijem študiral, ko bi se dal malo drugače, pa tako naprej, pa boljš. Bil sem nekakšen vizionar tudi in kar se mi je pozneje, sem že nehal s tekmovalno telovadbo, se je potem izkazalo, kako sem nekatere stvari že predvideval, samo nisem bil sposoben še delati. Namreč ne moreš ti preskakovati določene faze razvoja, ampak gre postopoma. Naslednje generacije, ko pridejo za tabo, hitreje usvojijo tisto, kar si ti mogoče celo leto potreboval, za ene elemente v pol leta usvojijo. No, temu pripomore tudi posebna metoda dela, potem tudi pripomočki, ki so bili na razpolago, ker mi takrat nismo imeli varovalnih, bi rekel, pripomočkov, tako da smo drugega varovali, telovadci, pa trenerji, si ga dvigoval, si pripovedoval, kaj si videl, nisi imel na monitorju, ker teh aparatov ni bilo nobene predstave. Skratka, zelo preprosto na nek način, pa vendarle izjemno, bi rekel, tovariško druženje. Mi smo si morali med sabo pomagati, ne glede na to, da smo bili nasprotniki, da tako rečem na rekovaju, so tekmovalci, konkurenti, ampak si drugemu pomagal, si mu postavil tisto desko na pravo mesto, širino določenega orodja, dvignil si ga, varoval si ga in obratno je bilo tudi
obratnem delu on tebi. No, to je bilo, kar se tega tiče, bi rekel, tak hiter razvoj in, da tako rečem, v teh skromnih razmerah, ki me Mateja spominja, kako so se hranili pa to. Mi smo po tekmah komaj čakali večerjo, da smo se kjer čudovito najedli. Če je bila tekma nekje v Vojvodini, v Srbiji, sjajno smo se najedli in tako naprej. In zdaj sem mogoče izgleda, da se hvalim, ampak jaz sem bil bolj znan kot dober jedec, kot telovadec, ker sem tudi za drugimi pojedel. Poznal se ni pa nič, torej srečo sem imel, no, zdaj veliko manj jem, ni primerjave, ampak tako je bilo in torej v tistih skromnih časih smo neverjetno in bi rekel, v kakšnem dopingu po živilih posebej ni bilo duha, da je sluha, ampak smo kradli drugim limone, pa čokolade, to je bilo naš, pa Vitergin je bil včasih. Skratka, to so bile te dopingi. Ja, no, drugače pa prišla sva potem do Tokija, ne. Jaz sem imel, to je ena posebna zgodovina zame. Jaz kot študent na pravni fakulteti sem dobil vabilo 63. leta, to se pravi 62. leta, 2 let pred pravimi olimpijskimi igrami, da se udeležim, takrat sem bil že svetovni pa evropski prvak, pa tako naprej. In nisem šel na to tekmovanje v Tokio, ampak sem šel na izpit k doktor profesor Stojnu Pretnarju, verjetno se ga spomniš. Stojan Pretnar, jaz nisem vedel takrat, da je bil funkcionar v Olimpiji, v vašem košarkarskem klubu, in sem prišel k njemu in me ta prvi pozdrav je bilo to, mi smo bili takrat navajeni enega strahu spoštovanja, se veste, pred profesori pa tako, ne tako kot danes, so si bližji pa bolj ti pa jaz pa tako naprej. No, in mene je šokiralo, kaj pa vi tukaj delate? Jaz sem rekel, veš, profesor, prav strahom, ja, zaradi vas sem tukaj. Ja, kako zaradi mene? Ja, izpit imam, danes pa 2 izpita pri vas. Kaj, tako novega študenta pa še nisem videl. Tako, če bi jaz to dobil vabilo za to, ker sem kar strmel, bi šel pa bi 1 leto študija pustil na fakultet. To nisem mogel verjeti. No, v glavnem, to sem naredil brez protekcije. Prišlo je naslednjo leto 63, ki so bile prvič uvedene tako imenovane predolimpijske igre. Organizator je skušal narediti eno preizkus pred pravimi olimpijskimi igrami glede organizacije in je povabil vsaki panogi samo najboljše. To se pravi, tam pri nas je bilo v gimnastiki okrog 30, 35 do 40 najboljš. Naslednjo leto na pravih olimpijskih igrah je bilo pa 150, ne, ali pa 200. No, in takrat sem se prvič soočil z Tokijem, s telovadbo, strmel sem, kako so oni, kakšne pogoje imajo, pa to ni bilo primerjave, tudi red. Potem strmel sem nad načinom življenja, to je bilo dobro, nekaj sem vedel iz učenja prej, ampak skratka, moram pa reči, da je pokojni dr. Rus, ki je bil sociolog, ki je pred nekaj leti umrl, zelo znan, je enkrat rekel, ki je bil tudi telovadil je, in je rekel, da si na Japonskem manj jo poznaš. Pa sem kar verjel temu rekel. No, potem je pa prišla olimpijada. Na olimpijadi, no, na teh predolimpijskih igrah sem bil na konju najboljši, pa potem na bradlji, 3. Na pravih olimpijskih igrah sem pa na bradlji falil, sem bil pa na drogu 3. In tisti, jaz se nisem ubadil statistiko, pa poznavalci te telovadbe takrat mi vedno očitajo, kako to, da nisi tam majhen stisnil, pa bi bil 12 staroboju, to moram vam razložiti, kaj pomeni 12 staroboj, bi bil 2. ali 3. v celo na olimpijadi. Ne na posameznem orodju. Namreč mi smo na olimpijskih igrah mogli tekmovati v obveznih vajah na vseh 6 orodjih in v poljubnih vajah tudi na vseh 6 orodjih.
zbir posameznih ocen te je prinesel potem v finale med najboljše 6. In takrat si mogel ponovno nastopiti, če ti je uspelo dobro narediti, pa si se uvrstil pol med najboljše. Tako da je bilo to naporno. Isto je bilo na svetovnih prvenstvih. Zdaj je povsem drugačno tekmovanje in ocenjevanje. No, in tako je ta Japonska šla mimo. Potem sem pa še parkrat bil pri njih. Nazadnje sem nastopil po svetovnem prvenstvu 70. leta, se poškodoval in bilo moje slovo. Takrat so vsi vedeli na Japonskem, da sem končal in so bili odprtih rok. In so me povabili eno posebno sobo, kjer so mi pokazali vse posnetke z vseh najmanjših tekmovanj. Ker oni so bili znani, koliko fotoaparatov jim je viselo tukaj na prsi, kameri in so vse presnemali in seveda doma poskušali biti boljši. To pa jim na mojem orodju konju z ročaji ni uspelo in zato so me potem postavili kot bog konja in tako naprej. In 10 let so se trudili, pa me niso mogli premagati. Moja zasluga pa je bila stvar naključja. Ta konj ni delal nobene škode, ker iz kota si ga potegnil ven, 3 blazine dal, padel si dol, gor, delal si lahko sam treniral, medtem ko orodja si mogel pa postavljati s kolegi, prostor biti, pa drugi so imeli vadbe, pa drugi isto, pa tako naprej. In pa asistenca mogla biti, torej zahtevala je veliko enega skupnega dela, tukaj si pa sam lahko ustvaril. Meni so rekli, so me dol podili s konja, to je bila tista filozofija takrat. Ne boš puklas prišel, to nam ne smete telovaditi, jaz sem pa vedno še na skrivem telovadu in tako naprej, na tistem pod balkonom in tako naprej. Nisem postal puklas, ne, ampak mi je kar lepo uspelo in Japonci so se trudili, pa 10 let mi niso mogli premagati, ne. In to jim je bilo potem trn v peti in res so me častili na nenavaden način. No in potem je bilo to tako, da so me povabili pred leti, pred 4 leti sem bil na enem simpoziju, pa je bila skupščina Svetovne gimnastične federacije in so konja pripeljali tistega iz 64. leta. Pa so se tam s predsednikom Moka slikala pa tako naprej. No, potem me je pa pred olimpijskimi igrami, ki bi mogle biti normalno, 2020, leto poprej me je pa Japonska preko sveta, tega ministrskega sveta, no, povabila in sem bil gost v Fukušimi. Torej, gost ministrstva sem bil in sem bil gost v Fukušimi in torej, jaz se takrat niti pravzaprav nisem zavedel, kakšno vlogo so mi dali. Obisk tam, veste, ki je bila tam naravna katastrofa, jedrska in pa cunami grozen, to je bil največji cunami, 40 metrov visok, ki je vse pometel, doslej najvišji val je bil to takrat. No, in so mi določili vlogo, da sem imel govor, jaz sem ga prebral. Drugi govor je imel en Avstralec, tudi zlato kolajno, ampak v plavanju na 1500 metrov, no, tretja je bila pa ministrstva za šport, bivša tekmovalka Japonska v Sarajevu na zimski olimpijadi. No, pol je bila pa kasneje pa preimenovana v šefinjo organizacije olimpijskih iger, teh, ki je bil COVID, ja. No in takrat so mi pokazali in so imeli praktično 90% vse zrihtano eno leto poprej, za res odlično olimpijado bi bilo organizirano, to se mi je izcimilo, no, pa je pa ta COVID prišel, pa sem bil pa na čelu naše delegacije, so mi dali, da sem vodil, no. V glavnem, kaj ne bi rekel, znajo spoštovati tradicijo. In jaz sem dobil potem od
pokojnega predsednika vlade Abeja, ki je zdaj bo pokopan v torek, posebno darilo, originalni posnetek moje vaje na konju z ročaji. In no, še on mi je prvi svetovalec, rekel, še vas sem bil 10 let star, sem vas gledal. No in sem bil na tem obisku, ki mi je vlada povabila, so me povabili potem tudi, da sem se srečal v občini, ki ima več milijonov prebivalcev, kamor so spet tega konja prinesli, pa potem tekmovalec Rumi, ki je bil drugi za mano, pa ostali tekmovalci so naredili šov, no pa so potem poudarjali moj uspeh na konju, pa se pa ta Rumi, moj sotekmovalec Japoncev, glasil, ne, on je bil dober tudi na drugih orodjih, Bradley na drogu, no na parterju pa na preskoku krogih nam v svetovnem merilu ni bil popolnoma kos, ampak ne pozabiti, tudi tam je bil tako, no. Tako da moram reči, da sem jim vsel v lepem spominu in sem potem tudi z njimi zelo sodeloval in še sodelujem. Mogoče sem par obiskov v občinah, ambasadorjem, ki so sledili tukaj pri nas, Japonskem, glede navezav raznih stikov. Želel sem, da se poglobijo gospodarski odnosi in tudi na športnem področju, namreč mene so dali pol za častnega predsednika Slovensko-japonskega poslovnega kluba. Naši so se pa to spomnili zato, ker je pa Vera Česlavska, že pokojna, odlična telovadka, ki je na olimpijadi pobrala 4-5 medalj, Čehinja, odprla vrata Čehoslovaški s svojimi rezultati, gospodarskim družbam in so potem izjemno dobro začeli sodelovati z Japonsko in obratno. Super. Malo sem se razgovoril predolg, no, ampak dobro. No, med tem časom, pa vam moram povedati, jaz sem najstarejša generacija in zdaj mi je nek šilil v glavo, ker je govoril o konju, jaz nisem vedel, da je kralj konja. Bog konja. Prej, ko smo pa govorili o knjigah, vam priporočam, da si nabavite knjigo Šepetanje konju ali konjem. Konje meni se bi tudi film. Krasna, ne, pa film je bil slabši. Pa knjiga je pa enkrat to. Pa še ena druga stvar, da še jaz malo daljši. Moja najljubši kontinent je pa Južna Amerika. Tam smo začeli 63. do 68. leta. Je pa recimo zanimivo, kako so nas Slovenci, ki so bili ekonomski emigranti, povsod so nas poiskali in potem smo jih mi spraševali, kako ste pa vi prišli sem. In recimo v Čilu, to je eno mestece v morju, 2000 km v Andih gor, Antofagasta, tam sta bila, je bil takrat tovarnar, je imel predelavo rib in ne vem, floto tehle ribiških, zalovljenje rib, Sem rekel, pa kako ste prišli do tega, ko ste prišli dol? Je rekel, ja, jaz sem imel lopato, pa kram, moja žena je bila pa šivilja in potem sem zvedel od teh emigrantov, ne samo v te Antofagasti, ampak tudi vseh drugih, da so zelo pridni bili, z ničemer so prišli dol. Samo svojimi rokami in vsi so uspešni, da še zdaj živijo. Recimo, kar me pa izučilo, v Argentini, ko ste prej, ko je govorila, je bil pa en, pa smo potem dolgo se nas peljali v en bar in nam je razlagal, sem rekel, kaj pa delate? Je rekel, jaz od plače vsak dan dam en najmanjši zlatnik, ne vem ali pol, 1 gram ali 2 grama. Sem rekel, zakaj pa? Ja, ko bom šel v penzijo, tle so nizke penzije, bom lahko en zlatnik vsak dan prodal, da bom imel za... Prej mi to ni prišlo, ker sem malo starejši in zdaj pa film se pa vračal v mladost, tako jaz sem končal. Vseeno zdaj malo nadaljevala, če naredimo ta preskok iz vaših začetkov, iz tekmovanj, v to, kar zdaj doživljamo v Sloveniji kot športni navdušenci
da praktično je vsak dan kak slovenski športni uspeh, da je Slovenija tudi izjemna gostiteljica športnih tekmovanj. Kdaj razmišljate o sebi kot o tistih, ki so v bistvu tlakovali pot, ali pa če vprašam bolj popularno, Ivo Daniel, ali kdaj razmišljate o tem, da je recimo Luka Dončić vaš naslednik? Ne razmišljam. Samo bom povedal tudi en detalj, recimo Luka je izredni talent. Samo talent ni vse, moraš imeti potem fizične sposobnosti, tehniko, na koncu pa še malo sreče. Na tem prvenstvu mi sreča malo obrnila hrbet, na žalost. Ampak ko sem snemal en spot leta, mislim, da je bilo pred prvenstvom 2013 ali 2017. In v tistem spotu sem jaz njemu Luki rekel, veš, Luka, ti vse znaš. Samo svetujem ti, poleg vsega denarja, ki ga bo zaslužil, ti se igraj košarke. Mi smo se igrali. Mi smo bili veseli vsakega treninga, najraje smo pa tekme igrali, ker smo se igrali in improvizirali. Tako da nimam jaz nekih zamer, oziroma samo čestitam, recimo, da ima Slovenija, da je rodila enega takega talenta, čeprav nažalost mama pa oče se malo kregata, ne. Ampak sta oba zaslužna, da imam Luko in jaz mislim, da bo še dosti dosegel, samo če bo malo pazil na težo, to sem mu tudi povedal, ne, da ima zelo rad, on ima malo srbskih genov v sebi in če ga spustijo v Srbijo za par dni, takoj dobi na 2-3 kili, ki jih je pa potem težko shujšati, ne. Tako da, ne bi povedal, jaz pravim, recimo, me titulirajo legenda košarke. Sem rekel, pustite me na miru, danes sem prišel zaradi prijateljev pa gospoda, ki je bil tako vztrajen pa simpatičen. Sem, ne, čeprav imam zdaj en piknik, pa ne bom mogel iti na njega, ker bi tudi jedel. Tako da, sem rekel, nisem legenda, jaz sem že fosil košarke. Tako da, sem normalen človek, no. Ja, predvsem ste vedno zelo iskrivi, vedno se pošalite, spravite na vse dobro voljo. Ste bili takšni tudi kot igralec, ker nas najbolj zanima, kaj se dogaja v garderobi. To se mi zdi, da ne, jaz nisem znal veselja kazati. Ne? Leta 70, ne vem, če se spomnite, Trajko Rajkovič je po tekmi od vsega navdušenja padel na parket. Ampak potem smo vedeli zakaj, ker je čez 5 dni po prvenstvu umrl in je imel možgansko kap. Poleg vseh zdravniških pregledov, ki smo jih enako dali skozi, niso vedeli, da je bolan. Jaz se nisem znal takrat toliko veseliti, kot so se vsi moji ostali kolegi, pa se tam metali po parketu. Sem pač v sebi imel, ker sem igral, ampak nikoli nisem rekel, da bomo prvi. Sem rekel, mi gremo igrati in če bomo dosegli kakšen uspeh, kolajna bo vesel. Moji kolegi Srbi, Hrvati, so rekli, bit ćemo prvaci. No, enkrat smo potem res bili. Ivo, kaj pa še zdaj druga plat čustev, se pravi veselje, kaj pa razočaranje, oziroma zdaj tudi v tem času Eurobasketa se mi zdi včasih morda celo malo nefair do športnikov, ko kamera prav išče ti zorni kot, da se bere z ustnic, ko preklinjajo, ko se jezijo. Poglejte, šport, poleg vsega, da je lep, ampak je zelo krut. Jaz lahko dam primer, bo Mateja vedela, njen kolega Bojan Križaj, on je bil na enem prvenstvu v Ameriki 4. za 1/100 sekunde. Kaj je stotinka? Stotinka ni nič. In ga niso, recimo, 4., 5., 6. mesto, ravno tako uspeh. Samo poleg vsega tega talenta, znanja, vsega moraš na koncu malo sreče imeti. Malo kančka sreče. Zdaj Miro, če je eno napako naredil, že ni bilo kolajne ali pa je bil ne vem kaj. Mi smo delali napake v kolektivnem športu, ampak potem je pa soigralec, ker v kolektivnem športu ne zmaga en. Zmaga tistih 5 na parketu, pa še oni, ki so trenirali dobro, tistih 10, dobro 11, 12 igralcev v glavnem na papirju. Moraš tudi ceniti uspehe 5., 6. mesto, ker je tisti športnik je enako garal kot tisti, ki je prvi, drugi pa tretji.
Tako da jaz sem bil malo razočaran, ampak nisem pa ne vem kako hud na njih, ne? Ker vem, da se to dogaja v športu. Ne? Šport je krut. Samo ljudje ne znamo ceniti tega, da ni vse samo v kolajnah, je krasno, da jih imaš. Sam lahko je en, jaz navijam za Rogliča, za Tadeja, zdaj v nedeljo bomo navijali za kolesarje, za tole našo Janjo, ki je, bi rekel, ni človek, ampak je opica. Pajk bi bilo boljše pajk, ja. Tako da navijam za vse športe, ne. Tudi za Matejo sem navijal, ne. In mi je žal, da je prehitro končala, ne. Ker bi še kakšno kolajno dobila. Ampak to lahko sama pove, zakaj. Zanimivo, ne, to je kot moja vnukinja Brina, ne, ko pravi, ne smeš vsega povedati, to, da daš flajšter noč. Dobro, Mateja in Brina sta zdaj zaveznici za nekaj časa, ampak vseeno, ko Mateja pravi, šport je krut, ni krut v bistvu samo zaradi stotink ali pa zato, ker je konkurenca močna, ne, krut je zaradi tega, kar se dogaja znotraj samega športnika, športnice. Kako ste vi to krutost občutili, na kakšen način ste se skušali s tem soočiti? Ali takrat niste razmišljali o tem, pa zdaj v bistvu gledate za nazaj? Bom rekla, jaz bolj gledam za nazaj zdaj, ne. Ko sem začela s tisto zgodbo, ko sem bila 15 let stara, se pravi iz pionirskih vrst, ne, se pravi po osnovni šoli, ne, ko zdaj gledam, to je otrok, ne, najstnik otrok, vržen dejansko, tako, kot je bilo prej povedano, že na olimpijskih igrah, ne, pri 15 in tako, en tak svojevrsten svet, ne, vrhunskega športa, en tak sistem odraslih, sponzorjev, vsega sorta, ne, ki se tam odigrava. V smučanju je bilo vedno tako, da nekaj denarja je bilo, ne. Jaz bolj krutost vidim, seveda je naporen, pustimo to, ne, priprave za telo naporen, ne, za psiho naporne tekme, treningi, karkoli. Ampak bolj za nazaj vidim, koliko, včasih jaz se malo večkrat vidim z Veroniko Šarec, tudi kaj rečeva, ne. In sva rekla, dobre sva, da sva to preživeli, ne, tako preživeli, ne. V enem smislu, ta svet odraslih, kjer absolutno nisem imel zaščite, ne, nobene. Če je bil trener v redu, a ne tako nekako, da sem imel z njim odnos, nek zaščitnik, ni bilo mobitelov, denarja je bilo tako, mogoče za kakšen klic, da si ga naredil na 5 dni domov, nisi kar bil na telefonih in si bil sam se prepuščen in ekipi, ne, in kako bi rekla, starši se tudi niso kaj vmešavali v delo, ne trenersko, ne organizacijsko, smučarska zveza je pač vodila tako, kot je vodila. In si rečem, sej, jaz zdaj ne očitam nobenemu, ker tako je bilo takrat, a ne, tudi oni so povojni otroci ali pa vojni otroci in so tako odraščali, danes, ko gledam nazaj, pač tako so bili vzgojeni. Ampak se mi zdi, da danes recimo vseeno, če se pojavi nek 15-letnik ali pa 16-letnik otrok, to je bila zdajle, recimo je bila na olimpijskih igrah ta primer, recimo Rusinje, ne, tudi, ko so jo dobili na dopingu, kako drsalke umetnostne, se kdo spomne? Se je bila celo 15 let stara, ne? 15 let stara, ne. Ne, moram reči, ne vem zakaj, ne, jaz sem, tako mi je bilo hudo zanjo, ne, ko sem to zgodbo, takrat, ko se je to zgodilo, ne. Ali kaj, da bi mogoče, dobro, nisem tako zelo kaj doživela, ampak malo sem lahko podoživela, kako se je zgrnil cel svet nanjo, ne, tako, in sem si rekla, pa kaj je ta otrok kriv? 15 let, ljubi Bog. Mislila, kaj ona razume svet, pa ne vem, kaj se dogaja, pa sponzorstvo, pa finance, pa tako, ne. Da odgovornost je na odraslih, ne pa na otrok, ona je žrtev, ne. Ampak tako, no, se pa so jo malo zaščitili, ampak hočem reči, da ta del, ne, tega, kako bi rekla, ni bilo toliko zelo razumevanja, ni bilo nobenega ujčkanja, ne vem,
si bil v splav ali kaj si jim odkolil, vse je bolel, si sam zrihtal kakšne oplatke zvečer, pa ne vem, lastnikih penziona ali karkoli. Ni bilo nič te se bo, Boga ali karkoli, lačna ali karkoli. Tako je bilo. Ne? In zelo tako sem bila izpostavljena tudi medijem, vsemu, kar je pa šport, kot je, ne? Zelo čustven. Ne? To je zelo, tam doživiš, ne, to, ali, ne vem, je tekma in si slab, ali si razočaran in si jezen nase, tako kot ste rekla prej, ne, in tisti kader pol ujame tisti obraz, ne, tega je polno, ne, in kot neka katarza. In zdaj pri 15 ali 16, bohet, kaj sem vse povedala, koliko sem jokala, ne, ali pol te mediji malo nabijajo, ne, malo kako se obnašaš tam. Ampak ni bilo nobenega za zaščite, pač tam si prepuščen vsemu, kdorkoli gre mimo. Zdaj malo bolj se mi zdi, imajo menedžerje, vse to malo amortizirajo, a ne, ni vrhunski športnik, kar tam takoj dostopen vsem, da se ga lahko dotikajo, da vlečejo ga po njem, da ga vsak objema, vsakemu, ne vem, alkohol. Jaz take spomnim, recimo, vse so lepe stvari tudi, ampak zdaj sem šla malo na take krutosti, ne. Ne vem, zadah po alkoholu, pa te tam košuj, bravo, bravo. Jaz sem, ne. Tako je bilo, ne. Mislim, niti, kako bi rekla, niti fizične distance nisem mogla držati, ne. Ni bilo, recimo, to so taki primeri, kaj sem, včasih ni bilo možno niti telefonske številke, je bila v imeniku. Ni bilo skrito. Pri nas doma je skozi zvonil telefon, skozi, ne. Jaz sem bila najbolj srečna, potem se je to zgodilo, da sem šla. Jaz nisem hotela biti doma, jaz sem bila vesela, ko grem na pripravo, da se umaknem, ker tam sem imela mir. Ker ali je zvonilo spodaj, ali skozi je bil nekdo, ne, in bilo res tako, se pravi, to je bila ta krutost, ki jo jaz, recimo, ko danes gledam nazaj kot otrok, se mi zdi, kako naj bi jaz s tem, kako naj bi se jaz poprijemala s tem. Nisem imela nobenih veščin, jaz sem znala tam sem se učila tisti lev pa desen zaboj, ko sta si sam dva, in to je bilo vse. Jaz druge nisem imela pojma, ne, in tako, no. To se mi zdi najbolj krut del, da je bil, če gledam nazaj. Vse ostalo je bilo pa fajn, ne, mislim. Zdaj sem v krutosti, ne. Kam smo zašli, ne, pa začeli smo z knjigami. Saj začela sem s kriminalko, to je pa res. Dajmo malo lepš tako obrniti, da je tudi kaj lepega, ne, in zelo fajnega in tako popotnica za cel življenje šport. Ja. Ni mi pa žal. Nekako. To mislim, da vsi v dvorani razumemo, ne, da vam je šport ogromno dal in da ste tudi vi ogromno dali športu in nam in ljudem okrog sebe in še zdaj dajete in to seveda zelo cenimo. Ampak, ker je bila ravno ta istočnica, ja, Ivo? Ne, jaz bi sam rad to povedal, jaz se ne morem primerjati z Matejo pa z Miratom, ker to so individualni športi. V kolektivnem športu je dosti lažje. Mi smo se igrali, mi smo se družili, mi smo. In zdaj se je videlo tudi na tem prvenstvu tista ekipa, ki je homogena, ki so tovariši, v pravem smislu, ne v partizanščini, ampak tovariši, tisti lahko zmagujejo, zato lahko tudi izločijo recimo nekoga, ki je najboljši igralec, pa ga ne bojo vzeli v moštvo na osnovi tega, da so povprečni igralci lahko dosežejo več. Se ne morem primerjati z individualnimi športi, se sem rekel te sekunde, pa Raimond Debevc, če je tisto tarčo, če ni zadev čisto krogec, je šlo malo ven, pa ni bilo kolajne, ne. Mi smo lahko napake si popravljali, ampak smo uživali v tem. Mi smo hodili tudi na dopust, še kasneje, ko nismo igrali z družinami, ne. Tako smo bili povezani, košarkaši, verjetno tudi drugi športi. Tako da, jaz vama čestitam, jaz nisem teh travm imel. Jaz sem recimo pred tekmo sem imel ritual, da sem po kosilu se moral vleči in to mi je še zdaj ostalo, ne, in sem mirno zaspal kot čop, ne, to je znamenje, da so živci v redu. Ne vem pa, kako vidva pred tekmo. Zdaj še vedno vidim, da alpske smučarke in smučarji, ki zaspijo med prvo in drugo vožnjo. Pa res, da zdaj so v nekih hudobnih
hotelih in imajo poskrbljeno, ne? Tako da... Jaz nimam nobene izkušnje v tem, da bi med prvim in drugim tekom se vrnila v sobo. Vedno, pa saj so nas dali, ker takrat je bila Jugoslavija, tako nekam tam par kilometrov dol ali pa tako malo s kakšni Čehi, takrat je bila še Češka, Slovaška in tako ne, ta vzhodni blok, malo bolj skrb nekam. Tako da ni bilo možnosti se odpeljati v sobo. V neki restavraciji počakaš, kakšen kakav popiješ tako na toplem. Nekje pol kakšne reče, ti lahko kar mirno tukaj nekaj ješ, ali torto, ali karkoli, nisem nič živčna. Ja, kvačem zdaj, ne, mislim. Čakam, da bom ti še drug del delala, ne, karkoli že bo. Tako je bilo, no, mi smo vedno nekje v restauracijah počakali, tako na smučišču v spodi, no, tako je bilo navad. Ja, razmišljam, namreč se lahko priključim. Tako krivo prav, tudi pri nas recimo ni bilo te poante, da moraš biti prvi. To so drugi imeli v mislih, imel si pa v mislih, jaz osebno, tako kot ti, da bi čim boljše upravil, čim boljše delal. Potem stvar je sodnikov in nadaljnega razpleta. Najbolj je fajn bilo, če si sam s sabo zadovoljen, da si tisto vajo čim boljš naredil. Je pa velika razlika biti dober tekmovalec in biti dober, bom rekel, telovadec. Na treningih vsega vraga lahko narediš, na tekem pa ne realiziraš tega, katastrofa. Na velikih tekmovanjih 4 leta, 2 leta evropska, na vsake 2 leta čakaš, pa se ti pa po nesreči. Malenkost malo. In kar se tiče spanja, to je muka, ker to ni bilo enkratno tekmovanje, ampak je bilo par dni in ne moreš zaspati. Ne zaspiš, če dobro ti gre, si ves živ, živah, prebujen. Če imaš kikse, te pa grize. In skratka, to je stalen problem. Zavidali smo tistim, samo enega smo imeli, ki je lahko čez 10 sekund zaspal, pa Bože. Rusi med sabo, vem, Šahlin pa Tito, morda kdo od teh imen slavnih pozna, so si tako naredili ne tablete, da bojo dol, pa so ugotovili, da je bil tisti navaden bombonček. In je bilo to psihološka priprava in je res pol kar zaspal. Ampak jaz se bom tako vrnil nazaj. V telovadnici smo se navadili enega medčloveških odnosov, odgovornosti, reda, spoštovanja. In to je še dan danes ostalo, mi se redno dobimo vsak teden. V četrtki zdaj sem jaz tukaj, sicer bila midva tudi tam pri Franciji. No, in govorimo samo o tam, ker so vse kakšne stvari komu ponesrečile in se zabavamo. Ne ti se spomnimo, kaj dobro kdo naredil, ampak da se vrnem nazaj. Torej, druži nas ta veliko družabnost, prijateljstvo. Kar se tiče pa krutosti, bom pa tako rekel. Po eni strani ta šport, pa ta aktivnost izredno lepa, plemenita. Tudi en del vzgoje, šole za življenje. Jaz sem se takrat v telovadnici, smo bili študentje, delavci, profesori, doktori, pa sem že dober si pol med njimi bil tako, so bila dekleta in fantje. In si se naučil v življenju marsikaj, tudi v teh odnosih. In je bilo ena čudovita, bi rekel, sredina, ki je bila res prava šola. Tudi so bili nekateri, ki so ti pomagali, da so ti pri matematiki naredili tisto nalogo, ki jo nisi obvladal, pa tako naprej. So bili iz starejših, višjega razreda, lahko bi jih naštel, nekatere bi po imenu zdaj poznali, ker so bili potem ugledne osebnosti. Skratka, to smo si na vse načine pomagali in živeli smo na tako življenje. No, moram pa reči, da pri vrhunskem športu je tudi nekaj mazohista. Ker sicer imaš rad tisto, jaz sem imel rad, ampak sem več delal, kot je pa kdo drug delal, ali pa je trener mogoče predlagal. Ampak sem sam sebe po domače povedal gnal. In brez tega ne gre. Po drugi strani bom pa rekel, v tej krutosti je pa tega veliko. Vam povem recimo primer
ime mogoče Komanečejo, se spomnite slavne telovadke. Tista generacija, naše telovadke so z njimi tudi veliko telovadile skupaj na skupnih pripravah pri njih v Romuniji, v Bolgariji in obratno. Da vam povem, če je hotela sladoled, kepco sladoleda, imela posebno dovoljenje trenerja. Torej, tak režim strogi, da ne omenjam. Beno Hvala je prišel do enega filma, ki je pravzaprav bila antipropaganda telovadbi. O deklicah smo potem na šolah nekje tudi predvajali, smo rekli, Beno, pa ne preveč tega slabo reklamo delaš. Deklice 5-6 let stare, ambiciozne mamice so jih vodile tja. Kaj so te trenerke počele? Deklice jokale, pa take težke stvari, mislim, katastrofa. Torej, pri hrani, to je bilo, kot bi bil v gulagu, mislim, obrok je bil omejen, določeno strogo, to pa to, strahotno, mislim. Zdaj je bistveno drugače, ampak tako je to bilo takrat. Da se pa mogoče vrnem na svoje čase, pa moram reči, da sem zelo pogrešal, polk sem videl, si se odprl ta svet, moji konkurenti, naši, bom rekel, iz drugih, bivše Sovjetske zveze, Japonska, Amerike, pa tako naprej, Nemčije, pa sem imel fizioterapeute, masažo vsak dan. Jaz sem imel vsej svoji aktivnosti, 12 let na vrhuncu, pa čez 20 let aktivnosti, sem imel 5 masaž. Nič več. Zdravniška pomoč, nikakva. Jaz sem imel tole strgano še, zdaj mišica mi manjka, tukaj ena, tukaj. Sem celo tekmoval in ker sem imel močne roke, pa natreniran sem bil, sem zdržal v 12. robojnem svetovnem prvenstvu v Dortmundu, ampak je bilo pa konc, ki je vse to popustil, tudi nisem v žlico dvigant nič, drugi so me oblačili in tako naprej, mislim, tale je bilo. In zdravnik ni vedel, da je strgana, je rekel, veš, to je pa spet tukaj poškodba v rami, vezi, to bo to. Sem prišel v Ljubljano, sem bil pa slučajno takrat v vojaški obliki, vojak še, pa me je videl doktor KKK, zelo znan je bil. Tudi jaz se ne spomnim na tole, ko je zbežala iz vzhodne Nemčije, skakavka. Zaradi teh stvari, ko si ti pregovoril, tako da se ne sekiri, mi dva se ne spomnimo. In predvsem pa imen, ne? No, pa je takoj ugotovil, te pa strgana mišica. Brita Bilač je, no, zdaj mi pa prišlo. Bilačeva, Bilačeva, ta je prišla zaradi teh terorja v vzhodni Nemčiji. Kaj so oni imeli. Jaz sem, no, mingrede, da preskočim, boče to temo je zanimiva, verjetno. Jaz sem imel priliko s šefom tistega oddelka laboratorija iz Leipziga v NDR, takrat TDR-u, govoriti, potem, ki je bil že v penziji, ki je potem sodeloval in še sodeluje meni, starejši gospod, še živi v antidopinški te kampanji in sicer je bil šef tistega oddelka, ki je bil strogo varovan oddelk, okrog čez 20 ljudi je not delali in so delali potem te medikamente, da tako rečem, pa poizkuse na svojih športnikih. Športniki sploh niso videli. Vedel je samo določen trener ali pa kakšen zdravnik, tudi so vse sorte, že takrat so bili dopingi. In je rekel, ja, tako je bilo je pa največja tajnost in bolje, da bi kaj ven prišlo in tako naprej, ne. Taki časi so bili, ne. Ura pa tudi teče, pa nič ne reče. Ivo vas je zdaj že povabil k temu, da morda zastavite kakšno vprašanje, preden se razidemo. Ja, super, me veseli, da je odziv. Gospod Tomle, vi ste prvi dvignili roko. Če se samo na kratko predstavite in poveste, za koga vprašanje, lahko pa tudi za vse tri. Jože, iz Vuzenice drugačno, z Ljubljane za 10 let. Koroška, če kdo reče, ne na Štajerskem. Ono knjigo sem bral, mislim, da je Ivo to i Demonja, kak je naslov? To je pa Rožanc napisal, Demon. Ivo to Demon?
Ne, demon Iva Daneva, sam jaz te knjige ne razumem. Veste, ko mi je on dal to rokopis, njemu niso pustili v Sloveniji izdati. In je rokopis, mi smo se dobivali tam na Vogalu pred Namo, športniki, kulturniki, pa vse to je bilo davna leta. In jaz tisto preberem, pa me je vprašal za mnenje. Sem rekel, Marjan, jaz sem bil prijatelj z njim. Sem rekel, jaz tega ne razumem. On tam ima tezo, da neke nadnaravne sile preko mene vplivajo na gledalce, da potem navijajo in tako naprej. Sem rekel, jaz tega ne razumem, pa veste, kaj mi je rekel? Pa Ivo, vse ne moreš razumeti, ti nisi dovolj načiten. On je pa izdal tega demona. Vsega še zdaj ne razumem. Hvala, Jože. Še kakšno vprašanje morda? Pa tisti film sem gledal, odlično Prvec iz sveta tudi, ko Tisti je pa zmišljen, tisti ni resničen. To stvari je izmišljenih not, ne. Recimo tista 2 avtobusa ni bilo, pa tisti, ko je na plesu kričal odstojanje, ker so se preveč stiskali plesalci, ne. Pa še kakšne stvari, no, ampak je lušen, je za pogledati, ne, to je bolj, to so naredili Srbi, veste, predvsem za njih, ne. Tudi mi ne bi tega denarja zbrali, tisti, ki se ukvarja malo, koliko stanejo filmi, ne. Slovenija ne bi tega skupaj spravila, ne. In to je ta režiser, čeprav smo mi vse povedali, je on čist po svoje to naredil, tako da je, nekaj je res, tista luna vaša, zlata naša, to je resnično, ampak dosti stvari je pa izmišljenih. Še kakšno vprašanje morda? Okay, potem pa vas prosim še za sklepni krog, res hitro gre čas, ne. Jutri je praznik, dan slovenskega športa. Zdi se mi super, da imamo v Sloveniji ta praznik in tudi vas vabim, da ga aktivno preživite, obeležite. Morda kakšna vaša misel, čestitka, napotek ob tem prazniku. Miro, vi boste imeli jutri tudi nekaj protokolarnega dela, tako da morda zdaj kakšna bolj osebna čestitka. Pa tudi vanj, prosim. Jaz sem da zadnji, ker prav, velja. Pa naj začne tudi gospod Cerar. Jutri sem slučajno naprošen, ker našega predsednika Nike v OZN, da imam en nagovor okrog tega praznika. Namreč na pobudo Olimpijskega komiteja je potem parlament sprejel to odločitev in se odločil za 23. september kot dan slovenskega športa. Ne dela prost dan in sicer so takrat oklevali, kater bi bil najbolj primeren. Pa so tehtali in tuhtali, pa je prišlo v upoštev sokolstvo, ustanovitev 1863 leta in tako naprej, pa še kakšne druge obletnice, na kar so se pa odločili za ti kolajni, Luka Špika in Iztoka Čopa, pa Rajmunda Debevca, prvi kolajni za Slovenijo. No in zato je ta datum ustoličen in so potem to, parlament je to sprejel, potrdil. In tako smo prišli v zbir enih redkih držav, ki imajo ta praznik. Slovniki, Japonska ima pa tele neke azijske, nima jih veliko, tako da smo pravzaprav tukaj zelo napredni. In namreč poanta tega je, ne gre tukaj za dosežke, rezultate na najvišji ravni, gre za to, da se animira ljudi vseh starostnih stopenj, nivojev, od mladih, od otrok do starejših, takih smo tudi mi, ne, že, in tako naprej. No, midve z Matejo še ne. Ne, vedve, ne, Ivota sem pogledal, prav nežno. No, ampak, skratka, da se bi zavedli, osvestili, da se treba športom na kakršenkoli način ukvarjati. Torej, ali na kakršenkoli način gibati, veliko biti v naravi, imeti en dostojen odnos do okolja, do narave, do nepremičnin, premičnin, ne razbijati stolov po štadionih in
ostale opreme. Skratka, en tak človeški pristop in tudi na drug način, da se med sabo nekako dostojno razumemo. To je en tak splošen apel tega praznika, seveda izhajajoč iz športnega vidika. Tako na kratko. Krasno, vam želim lepo praznovanje, ki bo za vas zelo delovno. Mateja, kakšna bi bila vaša spodbuda morda ob prazniku? Jaz sem tukaj misli. Zdaj, ne vem, jaz bi si želela v to razmišljanje v športu, če je tudi tak dan, predvsem, da bi bili starejši dobri, da bi se ukvarjali športom, pa tako, ne. Da mogoče, da bi bili, to sem ne vem zakaj zdaj, sem pomislila, ker se govoril, čistko mi je zdaj prišlo na misel, bi si želela, da bi bili starejši tako pametni in razumni, da bi otrokom omogočali šport, športne površine, ki izginjajo, ki se vse gradi, pa radi bi imeli kaj dončiče, radi bi imeli urnavte, pa radi bi imeli zdravo populacijo. Tam pa na basket, ker hoče igrati, mora pa plačati, ali pa na šolo grejo. Če opazite, jaz zelo blizu šole, v osnovne šole živim, zelo blizu. In je tisto igrišče skozi zasedeno. Z otroki, z najstniki, pa pol z mlajšimi, ne vem, odraslimi rečemo, skozi je. In včasih je bilo to bolj dostopno, zdaj pa, če imaš denar, če imajo starši, da si prvo še drugač pa ne. In izginjajo se mi zdi te športne površine, kje je Blodek, ki je dal pol Tivolija, ne vem, na voljo ljudem in ta igrišča in parkališča in vse to, na voljo, da bi malo bolj mi, odrasli, razmišljali o tem, da če hočemo imeti zdravo populacijo, zdrave in srečne otroke, da vsi tudi naverjamem jaz to, ker rečejo, ja, otroci vsi na teh novih sodobnih tehnologijah in tako vse se ne, ni res. Če se pogleda pred osnovne šole, igrišča so skozi polna, skozi se nabija žoga, ampak jaz mislim, da jih je premalo, da vse izginja, da se bi sam gradili pa zaslužili na hiter. In pol jih trpa se v telovadnice in fitnese in ne vem kako. Jaz bi si to želela, da bi se otroci lahko tudi brezplačno ukvarjali s športom, pa ne samo vrhunskim, ampak samo športom, brez mogoče fokusa na to, da morajo nekaj sproducirati, neke vrhunske rezultate, ampak enostavno, ker je bila pa omenjena prej igra, da se igrajo. Da se enostavno igrajo. Žogo, ne vem kaj, z kotalkami, se vsenščino. In športajo. To bi se je želela, to bi bilo moje, ne vem, če bi bilo možno, bi poslala tja nekam, ne vem kam. Vsem nam, saj smo odrasli za to, odgovorni. Ja, to. No, moram čestitati temu prazniku, ampak sem pa vesel, da so z Matejo, nisem vedel, da so na isti valovni dolžini. In tisto, kar sem rekel, da bom dal piko na i na koncu, boste zdaj slišali. Jaz sem slučajno padel tik pred penzijo, ker športniki smo lahko kupili nekaj let, jaz sem jih 6 let kupil, da sem šel prej v penzijo. In potem sem bil na koncu na športni zvezi v službi, pa nisem hotel biti sekretar, ker sem vedel, da bom šel v penzijo in ona dva sta se tresla, zdaj že en pokojni menda, pa Marjan Jemc, sem rekel, vi mi dajte nekaj zadelati. In so mi dali mladino. In potem je meni šinila in so me izvolili potem v državni zbor, ker me je atlet Primož Hajnc ni prišel do mene v Tivoli, ampak po telefonu. In sem rekel, dobro, on je pa v socialistični zvezi delal, sem rekel, jaz sem za socialne programe in to. In tam smo potem sprejemali proračun. In meni šine v glavo, ker jaz nisem imel telovadnice, mi smo imeli, tam, kjer sem jaz stanoval, so imeli boksari eno majhno stavbo, strop je bil malo višji kot tole, in če je bil hišnik vesel, nam je ob sobotah odprl, da smo lahko na koš metali, ampak to samo 4-5 metre daleč, ker drugače je šla žoga v strop. In mi šine v glavo ravno to, kar je Mateja zdaj povedala, da so telovadnice
ob sobotah in nedeljah prazne in da samo veterani, ki imajo denar, lahko se rekreirajo. Da bi odprli telovadnice ob sobotah in nedeljah, zato pa moraš plačati hišnika, da odpre, potem snažilko, pa enega, da bo čuval šipe pa vse drugo. In pri sprejetju proračuna je bil takrat minister Šešok, ki se je tudi malo ukvarjal s košarko, je rekel, tisti, ki bo predlagal kakšen amandma za dodatna finančna sredstva, ker to denarja je, ne more povedati, komu vzeti. In jasno na odboru, kjer je bil tudi naš trikratni premier, ne, gospod Janez Janša, ne, sem jaz rekel, ja, predlagam, da bi se te telovadnice odprlo, to je šlo za 12 milijonov dolarjev takrat, to je bilo leta 90-91, ne. Ja, komu pa vzeti? Sem rekel, ja, policijo moramo imeti, rejo ojačajmo, zdravstvo pa šolstvo moramo imeti, vojski, ne, 2 tanka manj, pa bojo otroci lahko, to, kar je Mateja govorila, imeli po zimi tudi odprte telovadnice. In je to bil edini amandma, ki je šel skozi. Ampak nesreča bila pa v tem, ne vem, če Miro ve, da imamo mi še en teden športa, ne, ki je bil namenjen za te telovadnice in zdaj se tam delajo brošure, ne vem kaj tole, telovadnice pa so še vedno zaprte za ta mlade, ne. To mi leži na duši. Če bo to šlo v eter ali pa v časopis, bom vesel, da bojo ljudje zvedeli. Ne, imaš prav, mislim, skomercializirati Ne, to je moj, preveč. to meni, to ve žena moja, to meni že leži na duši 30 let, neko ki je 91, 2011, 2, ja, 30 let, 31 let, ne. No, zdaj sem jaz to piko naidal, odprimo telovadnice otrokov. Ne sam za košarko, ja. Pa bo bolj ti piko dal, Nič ne bom dal. še mal, bom jaz pa še ti piko. Ja. Ker bi še bolj naprej šla od tega, da vrnemo več ur telovadne vzgoje v šole, več ur glasbene vzgoje, z malo manj teorije, da otroci lahko ustvarjajo in se igrajo in da niso v kalupu noter, ampak da je dopuščeno in nekaj spontanosti, sproščenosti, ampak res ustvarjanja in če bi rekli, ne, tamle imam jaz kolegico in ona vem, da ve tamle, se za ostale ne vem, ne, ker ne vem, kdo ste. Malo, da se harmonizira desna pa leva možganska hemisfera, ker pri nas je samo leva dosti aktivna, desna malo manj. In se mi zdi prav, da bi bili spet nazaj te predmeti v takšnih obsegu, kot je bilo nekoč ali pa celo več. Ne, da dobimo ustvarjalnega, zdravega človeka. Ja. Z enim zdravim odnosom do sveta, do življenja, drug do drugega. Mi jih pa samo, storilnost je bistvena, samo storilnost, dosežek, rezultat. In to je ta vrednost, ki jo imamo, ostale pa ni. Če se pa tam igra na igrišču, pa ni vrednosti, ker je kar malo brez veze. Ampak brez veze ne bo brez veze, ker ni nikoli zares brez veze. Tako, no, piko naredimo. Da ne boste mislili, da sva se zmenila. In da sva se zadnjič videla pred 3 leti, ko sem jaz mojega sina peljal k enemu zdravniku, pa sva se srečala, koliko je 3-4 leta nazaj. Drugače pa prej pa sva se redko kdaj tako. Me veseli, da so na isti valovni dolžini. Ja, mislim, da smo kar vsi bili na isti valovni dolžini. Najlepša hvala. Hvala tudi vam in verjamem, da bodo te vaše misli odmevale, da so padle tudi na plodna tla. Res je užitek klepetati z vami, se dobro želim. Ni nobena politika tukaj. Mislim, da lahko če boš ti dala to v eter. Ja, lažje se brez njih dogovorimo. Pazite nase, tudi vi in lep večer še naprej. Hvala lepa.